Pejmo zdaj od ene norišnice na drugo. V Mariboru so se čez vikend zbrali vsi, ki kaj štejejo na slovenski desnici. Ok, razen Nove Slovenije, ker so njihovega predstavnika pri vratih odslovili. Na kongresu so volili novega predsednika stranke. Zdaj lahko mi rečete, da sem čuden, ampak kongresi SDS so zame kot Eurovizija. Nikoli ne veš, kdo bo zmagal, pa ful je napeto. A že vemo, kdo je novi predsednik SDS? Jaz upam, da je Žan. Janša je kot edini kandidat za šefa stranke prepričljivo 666 glasovi za in 5 proti dobil nov mandat. O ne, kakšen šok! Janez Janša je spet edini kandidat in zmagovalec Slovenske demokratske stranke. Tega pa nisem pričakoval. Janeč, druže, tvito, mi se ti kunemo, da bi bil še naprej uspešen vodja demokratske stranke. Še dolgo let. Pa probi vsaj eno leto brez kakšne sodne kolobocije, prav? Ampak verjetno ni šlo mimo vas, koliko ljudi je glasovalo za Janeza. 666 ljudi. Lahko se motim, ampak mogoče pa Bog res obstaja in je to najbolj jasno sporočilo slovenskim volivcem do zdaj. No, na kongresu je bil tudi Viktor Orban, madžarski premijer in idol obeh, Janše in Cerarja. Kim Jong-un pač ni imel cajta. Po dolgih govorih Čelovega Janeza in ropotanju v madžarščini je prišlo do precedenčnega dogodka, zaradi katerega zdaj naš sindikat satirikov stavka. Zakaj? Ne boste verjeli. Zato, ker jim politiki sami kradejo delo. In to se dogaja že dolgo. Ljudem v našem fohu največkrat delo krade predsednik Pahor s svojimi eskapadami. Včasih njihovo delo opravlja Erjavec, ko glumi, da ima govorno napako. Mislim, to je ful cheap. Pocen. V Ameriki pa je Trump že tak narejen material. No, ta teden smo pa doživeli ultimativen premier. Vrhunec, če hočete. Kritična masa je bila presežena. Predsednik stranke SDS Janez Janša. Ziher ne boste verjeli, ampak Janez Janša je nastopil v rap komadu. In tega si nismo izmislili na oddaji, to se je dejansko zgodilo. Presežem, da to ni montaža. Prisluhnite. Prebudi se Slovenija. Prebudi se, čas je že. Prebudi se Slovenija. Prebudi se Slovenija. Prebudi se Slovenija. Še zmer boljš kot Zlatko. Še enkrat poudarjam, da to ni bila montaža, to je dejansko skladba z Janšo kot reperjem. Ni čudno, da naš sindikat stavka, porka Madonna, mi ne moramo tako delati. Ne morate politiki sami delati norce s sebe, lepo vas prosim. In pozor, da imamo to v oddaji, gre ta teden zahvala izključno našim izkušenim researcherjem, ki so, hvala Bogu, odkrili en oglas, po zaslugi katerega lahko rečemo Janša repa. Nič novega. Diktatorji počnejo to že od pamti veka. Welcome to Time Life Music. Ever feel nostalgic about the good old dictator days? Want to hear your favorite dictator song? Time Life Music proudly presents Dictators Sing. Hear classics like Schnipp, schnapp, schnappi, schnappi, drittes Reich. Schnipp, schnapp, schnappi, schnappi, Jugend raus. Viva! Viva Lito Duce! Duce il cazzo lungo! Duce il cazzo lungo! Ho ho ho! 还是蹦三七棒棒，是好球蹦飞机，轰呼这里是蹦蹦，好死着，很死着，da. Ti si moj sonček, moj zlati sonček. Danes si, jutri te ni. And many, many more. Get your copy today. Dictators Sing by Time Life Music. A ste videli?
stara stvar, nič novega. Stara jajca. No, pejmo malo nazaj na Janšev komad. Zbudi se Slovenija. To je to, samo ta stavek. Če že repaš, še več. Zbudi se Slovenija. Konec zimskega spanja. Medvedi so se zbudili, so v Znanih Goricah medved. Tipi so pičke, tipi so pičke. In ko smo že pri pičkah, več o izidih glasovanja in kaj to pomeni za prihodnost slovenskega domoljubja, mi bo povedal strokovnjak za numerologijo in diplomirani Slovenec Janez Ivan Novak! Pozdravljeni, gospod Novak! Hvaljen Jezus. Zdaj, vaš soimenjak Janez Ivan Janša je bil na kongresu svoje stranke ponovno potrjen za predsednika. Ja, veste, njega se ne more dotakniti niti Putinova dolga roka, niti njen murgalski podaljšek. Ja. Zmagal je s 666 glasovi, kar je kar zgovorna številka, se vam ne zdi? To je samo vam brezbožnim murgalskim plačancem smešen, v resnici pa je zastrašujoče. Pa dobro, se sam hecna številka, kaj? Številka ni smešna, ampak je hudičevo nevarna. Zakaj? Me veseli, da ste me vprašali. Na kongresu je glasovalo 671 delegatov. Kaj to pomeni, vas vprašam, gospod Godler, kaj to pomeni? Da je 5 protidržavnih elementov na kongresu glasovalo proti. In če mene vprašate, to niso bili nihče drug kot levičarski podtaknjenci, navadni umazani špioni, ki so želeli podtalno in na klasičen murgalski način uzurpirati kongres našega velikega vodje. Ampak neke opozicije je vendarle dobrodošle, a ni? Samo če ste tako zaplankani kot je levica. Pa kaj vam govoril? Saj ste tudi vi levak in za vas je značilno, da se sprete za vsako figo in potem do nezavesti razpadete na frakcije. Zdaj slišam, da se trenutno kregate glede tega, katero glasbo lahko levičari poslušate in katere ne. Veste, pri nas teh dilem ni. Če pa slučajno pride do dvomov, nam pa kakšno odrepa naš veliki MC JJ, ne? Se mi je zdelo, da je rap bolj desničarski žanr, ja. No pa vendar, gospod Novak, a se mi ne zdi malo nenavadno, da ima stranka SDS že 25 let istega predsednika? Poglejte, kot pravi stari slovenski pregovor, za koga popravlju, če ni Frderban? Ali pa za koga menov svetilnik, če so vse ladje v pristanu? In še, zakaj bi hodili z drvi v gost? Se me razumete, gospod Godler, ne? Čist nič. Poglejte, hočem reči, zdaj, če se skušam nekako preleviti v političnega analitika, kakršne gostijo resne oddaje, SDS bi lahko uspešno vodila Slovenijo že 25 let, če ne bilo v državi toliko škodljivih ostankov polpreteklega režima in drugih sil destruktivne kontinuitete. Murglo-mafija namreč ves čas poskuša s patetičnimi in diletantskimi podtalnimi prijemi onemogočiti našega predsednika, ampak on se ne da. 2krat je že bil v zaporu, pa še vedno ima v sebi toliko življenjskega elana, da piše romane, pa še repa. To je volja do življenja, to žuborenje uma, to je ta, veste, ta joie de vivre, ki ga prekomore samo prava domoljubna slovenska resnica. No, ampak, gospod Novak, ki je bil pa Tito 43 let na oblasti, vam pa tudi ni bilo prav. Tito, mislim, gospod Godler, spet te vaše dolgočasne provokacije. Kaj boste zdaj omenili naslednjega Kim Il-sunga? Ne, on je bil sam 22 let na položaju, manj kot Janša. Pa spet ta vaša doslednost, pa ta dejstva. Če vam srce ne zaigra ob stavku Janez Janša ponovno izvoljen na čelo SDS, potem se njim z vami več kaj pogovarja. Jaz sem mrtev na znotri, to bo dovolj za nocoj, gospod Novak. Hvala lepa. Z Bogom. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!